Eden bolj zvitih načinov, kako priti do vašega denarja, se imenuje phishing. Zadnji tak primer smo na sicer tu obravnavali januarja 2015, kjer so bili tarča uporabniki 6 bank v Sloveniji. Storilci so razposlali veliko število, tam okrog 100.000 elektronskih sporočil. V njih so bile povezave na lažna spletna mesta bank in če so uporabniki kliknili tja, so bili izpostavljeni kraji gesla. Sporočila so si bila izredno podobna in so vodila na lažna mesta, ki so bila raztresena po celem svetu. Razposlana so bila preko 2 poštnih strežnikov, kar je tudi po svoje zanimivo, in zato smo lahko hitro izluščili vsa ta lažna spletna mesta in začeli oblikovati navodila za ponudnike in za banke, kako reagirati v teh situacijah. Takoj, ko se je napad začel, smo v bistvu opravili prve aktivnosti. Najprej smo seznanili javnost, potem smo pripravili obvestila s tehničnimi navodili za slovenske internet ponudnike. Ta navodila so jim lahko pomagala pri tem, da so zaščitili svoje stranke. Aktivni smo bili tudi na družabnih omrežjih in tako sproti obveščali širšo javnost o tem, kakšen je potek incidenta in kakšne so trenutno priporočeni zaščitni ukrepi. Med potekom incidenta smo bili v stalnem kontaktu z osebjem na prizadetih bankah. Medtem ko so oni lovili kradljive transakcije, smo mi skrbeli za to, da smo poskušali čim prej odkriti in onesposobiti spletna mesta z lažnimi spletnimi stranmi. Partnerske odzivne centre smo obveščali o teh lažnih spletnih mestih. Ta so ponavadi nameščena pri strankah, ki niti ne vejo, da jim je nekdo vdrl in namestil neko lažno spletno stran za banko nekje v Sloveniji. Malo nas je skrbelo, ker so nekatera ta spletna mesta bila tudi v Rusiji in Belorusiji in v bistvu nekako tradicionalno se govori o tem, da če se nek spletni incident konča v Rusiji, potem ni nobenega upanja za nek odziv. No, bili smo zelo presenečeni. Kolegi iz Rusije in Belorusije so v nekaj urah v bistvu rešili problem. Vsa spletna mesta smo dajali tudi čim hitreje se je dal na črne sezname, na tako imenovane safe browsing liste, zato da so uporabniki dobili obvestilo, da jih čaka neko nevarno spletno mesto, ko so kliknili na povezavo. Med preiskovanjem incidenta smo našli tudi namestitveni paket storilcev za te lažne spletne strani, prek katerega smo prišli tudi do ukradenega seznama uporabniških imen in gesel. Po približno tednu dni se je napad končal, vemo pa, da so se storilci potem preusmerili na hrvaške banke, pa mogoče še kje v kakšno drugi državi. Po incidentu smo imeli sestanek z Združenjem bank Slovenije in Centrom za računalniško preiskovanje pri slovenski policiji, in to z namenom, da vidimo, kako je potekalo reševanje tega incidenta, kaj se lahko naučimo in kako bomo lahko naslednjič bolj učinkovito odreagirali na to. Posebej zato, ker vemo, da naslednji napad bo še bolj sofisticiran.